seveda dobrodošli še v komentiranju. Ti zaključki delavnice so tudi eden izmed rezultatov pač tabora, ki jih mi odnesemo sabo naprej za naše delo, pa vi ste videli, da sabo odnesete domov in mi lahko naprej razmišljate delati, da bo ta vrteva delavnica, da bomo imeli lahko v prihodnosti tudi skupaj tabor, da bomo lahko vaše ideje uporabljali, tako da se veselim, da slišam, kaj ste predlagali. Pa bi začeli kar za prvo tostija, ne? Ne. Ja, kako rečeš? Matej je bil prvo. A jaz? Ja. Ne, jaz sem na prva. Sej veste, kako bi naredili vse skupaj še bolje. To je bilo osnovno moto našega povpraševanja. Nekaj je bilo takih zelo pričakovanih dogovorov, več terena, več aplikativnih primerov, več primerov iz prakse, več diskusije ste si želeli. Bili so pa tudi, po mojem mnenju, nekih precej bolj drzni, kot recimo, že prej se dogodek začne narediti povpraševanje, kako bi se vsak od vas najbolje vključil, se pravi, da bi se te želje upoštevali tudi pri vaši participaciji. Potem seveda lotiti se nekega projekta, konkretnega, prideš v nek prostor, tam je problem v tej dejavnosti, v tem prostoru in se skozi celotni proces še leta dovolj dolg, v okviru neke projektne šole, približati nekim rešitvam in na koncu to rešitev predstaviti recimo lokalnim oblasti, nekim lokalnim deležnikom. To je res tak prispevek na lokalni ravni in kasneje potem bi bil verjeten tudi sprejem na eni občini malo več kot samo prijetno spoznavanje pršuta v mestni občini. Potem novinarja ste izpostavili, to se mi zdi tudi zelo en tak, da bi tukaj bil novinar, ki bi razlagal vam okoljski novinar, kako komunicira, kaj so, kaj niso pasti, kar se mi zdi tudi en tak zelo. Nismo govorili nič o, kje se lahko mladi vključite v aktivizem. Seveda se lahko vsi znate Cipro, upam, da ste se že. Ampak tudi sicer, da ne bomo zdaj samo zaprav, ampak kako zdaj lahko mladi, tako da mogoče še več tega behaviorističnega koncepta pri komuniciranju, sociologe, psihologe vključiti, kjer so pasti, sej nekaj tega je bilo, ampak to je bil tudi en tak mogoče. Zanimivo je, da večinoma niste spostavili več osebin o podnebnih spremembah kot takih, se pravi, ampak bolj kako to dojemati in posledovati naprej. Senzorni izleti so vam bi všeč, pa bi še bolj. Delo v skupinah manjših, da ste se strašno uspešno neformalno pogovarjali zvečer na večerjah, kar je v redu, to je namen tega, ampak da se lažje izpostaviš, da lažje zastopaš sebe kot mogoče v tej konvencionalni ex-katedra zgodbi, ki ni, mislim, da gotovo ni strašno izvirna. O primerih, sem že rekel, ampak tudi ste izpostavili, malo sem tudi jaz v smeru, ne samo dobre, pa tudi negativne primere. Kdaj je kje kdo v kamen ugriznil, pa je fajn vedeti, ne bo še kdo ponovil te napake. Skratka, ni življenje samo zgodba neskončnih zmag, ampak kaj grejo stvari lahko narobe in kaj lahko pričakujemo. Politiko vključiti tudi to, se dobiti z lokalnimi deležniki, ampak malo bolj konkretno, kot smo se že. Eno akcijo zaveščanja v okviru dogodka, da bi na koncu nekaj špičali in tako, da se vas vidi. To je bilo, tak se mi zdi tudi zelo omembe vreden nastavek, da bi celoten proces peljali tako, da je na koncu, da se več vidi tega, da ni samo neka klasična poletna šola, ko se na koncu vsi objavimo in gremo domov. Tudi to, še to bom pa zaključil, da bi po nekaj časa, to se mi zdi tudi zelo v redu, kot konc, nekdo predlagal dubl povratno informacijo po mesecu, 14 dneh o dogodku, ko se vam stvari malo usidrajo, da je neka distanca in tudi sedaj kako naprej. Tako da, ne samo da vas prej, bom rekel, pa zdaj, ki bi konc, da bom vse tiste lističe porinemo in bolj jasno hitati, tiste 4-5, pa gremo. Ampak tako, res, en tak vsebinsko, da se
en petek malo sedeš, pa rečeš ti, kaj so mi oni en mesec nazaj, in kam je sploh v glavu ostalo, ali pa kaj bom naprej, ali pa kaj sem naprej povedal ljudem, s katerimi sem komuniciral. No in to zadevno bi še izpostavljal tudi, da ste v bistvu zdaj vsi na nek način misionarji, sli v svojih socialnih krogih, ne samo digitalnih, tudi osebnih na fakultetah, da prenesete to zgodbo naprej. Ne. In sedaj tudi postavljate manjko morda nekih naravoslovnih predstavnikov naravoslovnih in pa tehničnih strok, no, mogoče ne toliko naravoslovnih kot tehničnih strojniki, gradbeniki, očitno smo jih kar pogrešali. Hvala. Ja, kar? Ja, to sem se reči, ste rekli, da nismo postavili, da bi imeli več teh vsebin. Pač jaz ful ne bi imela manj vsebin, kot smo jih imeli zdaj o podnebnih spremembah. Okay. Tako da to se kot da mi je bilo super in ja tudi lahko bila kakšna taka še več mogoče, če bi kaj našli. Tako da ne boste mislili, da bo to negativno. Vzeto na znanje, hvala lepa. Naša skrivna želja je, da bi to razvili v pravo poletno šolo, ki traja 10 dni. To je 10 večeri zvečer, veste? Sam ne bo vsakič pa se hvala. Ja, zdaj, meni se sam si zdela velika, je pa res, da... Bo še športna pa poletna šola potrebna, veš, pa 10. Gremo v hribe. In hvala vsem za tale zeleno, modro, rdeče, ste bili. Ok, umikam se. Kar je. Mi smo se, naša tema je bila malo širša in sicer to, kaj morajo narediti oblasti na področju boja proti podnebnim spremembam, česar ne moramo posamezniki ali pa družine same narediti. In tukaj smo začeli s 3 vprašanji. Eno je, se pravi, kje so meje tistega, kar lahko posamezniki naredimo. Drugo je, kako se izogniti zastonjkarstvu, skratka, da eni nekaj delajo, drugi pa ne. Pa s tem zagotoviti pravičnost tega prehoda. In tretje pa tudi, koliko lažje bi bilo zadeve izvajati, če bi imeli dobro vodenje v primerjavi s tem, če nimamo dobrega vodenja. In prišli smo od tega, da v bistvu nismo imeli kaj dosti debate o tem, ali mora država, pa občina, pa oblasti sploh kaj narediti. Ne, mislim, da nam je vsem zelo jasno, da brez nekega družbenega konsenza pa ukrepov na ravni družbe ne moramo zmagati v boju pred podnebnim spremembam. Smo prišli zelo na konec do tega, v bistvu, kako pelati javni diskurs za to, da se bodo te prave odločitve dejansko sprejemale na ravni politike, družbe, kot celote in tako naprej. In mislim, da ta zadnji zaključek je bil ta, da moramo paziti, da se nam ne zgodi to, kar se zdaj dogaja pri COVID-u, da imamo čisto polarizacijo družbe na cepivce pa anticepivce, celo družina razpadajo zaradi tega. Če pademo v to luknjo, pa bo težko kaj narediti. Treba je preseči te zadeve, kar pa v današnjih časih ni lahko, sploh zato, ker druga stran, te klimaskeptiki, tako imenovanja, izkoriščajo vse te metode, kako razdvajati ljudi. Smo nekako govorili o tem, da javne inštitucije ali oblasti lahko vplivajo ali pa lahko pomagajo s tem, da olajšajo odločitve ljudem preko kaznovanja, preko subvencij pa nagrad z določenim standardov, z ponudbo storitev, kakršno je bicikl ali pa železnica, javni prevoz in take zadeve. Tudi z velikimi investicijami pa z nekako omogočanjem ljudem, da se vključijo organizirano v investiranje v ta prehod, recimo sončne elektrarne. Od tega smo hitro prišli do tega, da so potrebne strokovne pa participativne odločitve, da je v bistvu tega, kaj bo oblasti nudila, kaj bo država nudila, je o tem, kako so kakovostne same odločitve, kar pa veliki na eni strani temelji na izobraževanju, da ljudje več vejo o tem, tudi volivci, da
v tem procesu. Potem tudi kako skozi ta politični diskurs dejansko pripeljati podnebne spremembe v glavnino, se pravi, da bo večina ljudi se strinjala s tem, da je to potrebno in nujno in da je to fajn in da gremo v to smer naprej. Pogovarjali smo se o odnosu med politiko in mediji, o tej radikalizaciji, o uporabi najnižjih možnih čustev za motivacijo ljudi v današnjem času, tudi o tem, da bi rabili več promotorjev v javnosti vprašanja podnebnih sprememb, kjer je pa spet vprašanje, koliko mediji dajo prostora takim promotorjem, kar je. Skratka, jasno je, da na nivoju družbe, države, občin, regij, tudi Evropske unije, je potrebno skupno ukrepanje, skupne odločitve in če to te oblasti dobro delajo, pol je veliko lažje, ampak zato pa rabi tudi podporo javnosti, pa sporočanje od volivcev, od uporabnikov, da je to pričakovano, da je to treba. Tukaj lahko se veliko naredi na tej komunikaciji. Kot sem pa rekel, paziti moramo, da ne pademo v te luknjo polarizacije, pa radikalizacije, kjer potem eni politiki začnejo graditi svojo politiko ali pa svoj uspeh samo na tem, da so proti nečemu, pa da nočejo, da grejo stvari na bolje. Hvala. Hvala. Mi smo zdaj pa, kako sporočanje podnebnih sprememb vpliva na izvajanje ukrepov na lokalni ravni. V bistvu smo se najprej s prvo skupino zelo ukvarjali s tem, zakaj ukrepi niso učinkoviti. Smo prišli v bistvu do ugotovitev, kar je tudi Jernej izpostavil, da pač prebivalcev ne vključujemo pravočasno, predvsem pa jih ne vključujemo tako, da bi tudi oni razumeli oziroma ne naslavljamo lokalnih specifik. Velikrat smo se poudarjali to, da se lokalno prebivalstvo tudi podcenjuje in pa da se jih zaradi tega, ker se jih pravočasno ne informira oziroma pravočasno ne vključuje, velikrat pride do tega, da se rušijo ukrepi, namesto da se z njimi gradile. In zaradi tega prihaja pač do neuspešnih ali pa nepravilno izbranih ukrepov oziroma ukrepov, ki ne prispevajo k boju proti podnebnim spremembam. Zato pride do te diskrepance v bistvu pride do nezaupanja v same ukrepe ali pa konec koncev tudi v dvom v obstoj podnebnih sprememb. Zato smo v bistvu prišli naprej, kako to rešiti. Nekako moramo skupnosti, v katerih smo, če je to znotraj nekih organizacij, kot je Jonas včeraj omenil, da smo vsi del nekih organizacij, ali pa lokalne skupnosti, krajevne skupnosti, konec koncev družine, nekako predstaviti, zakaj se splača ukrepati. In prišli smo do v bistvu dveh glavnih motivov, verjetno obstajajo še kakšni drugi. En je pač ta ekonomski motiv, zakaj se ti splača, drugi pa verjetno tudi ta politični kapital, ki ga verjetno mnogo kater odločevalc na lokalni ravni še ni zaznal, pa bi ga lahko. No, potem smo se v bistvu pogovarjali, da ni dovolj, da pač ti odločevalce oziroma če je to odločevalc oče, ki razpolaga z pač denarjem v družini ali pa mama, starša, kakorkoli, ali pa pač župan, da ni dovolj, da jih pač samo informiramo o teh ukrepih, recimo, če je to nakup električnega avtomobila ali pa pač izgradnja električne polnilnice, ne pa recimo ceste, da informacija, zakaj se to splača, ni dovolj, da velikrat pridemo tudi do tega, da pri podnebnih spremembah je žal treba v to verjeti. Nekako se nam je zazdelo, da je podnebne spremembe postajajo tudi eno to I'm a believer or not in prihajamo res do te polarizacije. Če ne verjameš, potem nisi za in potem se pač celotna piramida podre. In ena rešitev žal, ki smo jo videli, zato je ta prisila, ki se je zgodila znotraj epidemije, pač ukrepi, ki so nam odločevalci naložili, to je nošenje recimo mask, s katerimi se mnogo ljudi ni strinjalo, pač da je to naša realnost. Mogoče bo tudi potrebno v prihodnosti take ukrepe
izpeljati. Kljub temu, da si pač seveda vsi želimo, da bi bili pač aktorni, vključujoči, da se strinjamo z njimi tako, da mogoče bo pa to rešitev za podnebne spremembe. Druga stran, o kateri smo se pa pogovarjali, pa je v bistvu, če imamo že kakšne dobre prakse, kako se komunicira ukrepe za to, da so učinkoviti. In recimo ste izpostavili, da je fajn, če se predstavlja ukrepi v obliki pilotnih ukrepov, pilotnih inštalacij in da se v bistvu naredi ta krog preveritve, se pravi, da se ukrep načrtuje, izvaja ga, preveri in ponovno načrtuje, da pač predstavimo dobre prakse, da poskrbimo za izmenjavo izkušenj med občinami, recimo župana poštimo na izmenjavo in tako. Tudi zelo pomembno se nam je zdelo pa, da se v bistvu omogočamo razvijanje kritične misli preko razprav in v obliki recimo okroglih miz in s tem v bistvu premagamo strah pred možnostjo spremembe lastnega mnenja. Se pravi, velikrat verjetno natrčimo v ta problem lastnega ega, jaz sem ali pa jaz nisem za nekaj in pač nisem pripravljena sploh spremeniti svojega mnenja, ker me izstraja, ker obstaja pač nek tak prav strah, da imam. Zdaj bom spremenil svoje mnenje, ne bom, jaz sem tukaj na tem kopu in ne grem kje. In v bistvu bolj spodbujati to radovednost, odkritost, odkrivanje resnice in pač s tem preoblikovanje mnenja. Pa še v bistvu izpostavili smo to, da pač je komuniciranje podnebnih sprememb pomembno, da pač govorimo o zgodbah, da se izogibamo moraliziranju oziroma da pač nagovarjamo na takšen način, da so vse vpletena neka čustva, da dosežemo ta medgeneracijsko sodelovanje in pa solidarnost.